Spoštovani, pred 25 leti so mnogi srčni slovenski možje ubranili obstoj Republike Slovenije, njeno suvereno državnost, neodvisnost in demokratičnost. Postali smo narod, ki je v pravični vojni zmagal za cilje, ki si jih je sam postavil. To obeležje je torej najprej pomnik v trajni spomin in zahvalo za zmago v osamosvojitveni vojni. Ko se danes oziramo v zgodovino, v njej ozremo globni smisel, ki je vodil do vzpostavitve slovenske države. Tako ne moremo, da bi ob premišljevanju v našem boju pred 25 leti ne pomislili na obrambne boje naših prednikov. Branili so svoje domove, borili so se za svobodo in očetnjavo. Varovali so svojo dediščino, ki je postala naša dediščina. To je temelj naše samobitnosti, izvor naše identitete. Identiteta je v prvi vrsti stvar duha. Najpomembnejši trenutek v zgodovini Slovencev za oblikovanje in ohranjanje naše identitete je odločitev za krščanstvo v 8. stoletju. Bili smo prvo slovansko ljudstvo, ki je sprejelo krščanstvo. S to odločitvijo smo Slovenci vstopili v krog kulturnih evropskih narodov, kar nam je omogočilo, da smo se ohranili in od tedaj naprej na teh duhovnih temeljih rasti skupaj z ostalimi evropskimi narodi. Posebna hvaležnost gre torej vsem, ki so ustvarjali slovensko krščansko obliko, ki je jedro naše skupne dediščine. Ko premišljujemo o velikih mejnikih slovenstva, lahko ugotovimo, da zgodovina ni neki neosebni, samodejni proces. Njen tok je odvisen od moralne drže in dejanj konkretnih ljudi, od njihovih kreposti. Pomembni mejniki slovenstva nam o tem pričujejo z veliko jasnostjo. Smisel vsakega človekovega dejanja v skupnosti, v kateri živi, je v tem, da udejanja skupno dobro. Brez zaupanja v možnost udejanjanja dobrega bi bilo življenje brez smisla. Bilo bi brezciljno življenje z izhodom v apatiji in cinizmu ali popolnem uniku v zasebnost. Zgodovina je v svojem bistvu skrivnostna. Nikoli in ne bomo mogli do kraja dograti. Kljub mnogim težkim obdobjem, vsej njeni dramatičnosti in tudi tragičnosti, ni mogoče danes, po 25-letnici, ne biti globoko hvaležni. Danes, ko se oziramo v zgodovino iz svoje svobodne države, to lahko rečemo. To lahko rečemo lažje kot prenekateri pretekli rodovi, zahvaljujoč njihovim dejanjem in zahvaljujoč Božji previdnosti. Po 25-letnici zmage v vojni za Slovenijo spoznavamo milostni trenutek, ko so se naše preteklih rodov prizadevanja srečali z veliko Božjo previdnostjo. Zato je ta umnik postavljen tudi v znamenje globoke hvaležnosti Božje previdnosti. Zgodovina je rezultat osebnih delovanj ljudi. V najgrobnem in najbistvenejšem zajemu pa je v rokah trojedinega Boga. Ta umnik je pomnik zaupanja v globoki smisel našega krščanskega duhovnega izročila. Pomnik zavesti in zvestobe Božjemu razumetju resnice o človeku, svetu in Bogu, ki je večji temelj človekovega dostojanstva. To razumetje nas, kadar mu sledimo, obvaruje pred polaščanjem in instrumentaliziranjem skupnega dobrega, pred idolatrijo naših stremljenj in uspehom ter pred zlorabljanjem svobode. V zavesti gorja, ki so ga slovenskemu narodu prizadeli totalitarizmi,
in še vedno trajajoče totalitarne poškodovanosti nas to obeležja opominja globokemu spoštovanju velike žrtve in zgodovinske resnice. Ta pa nas zavezuje k pravičnosti in opominja, da je edini pravi smisel oblasti ta, da uresničuje pravičnost. Pred 25 leti je šlo za obrambo naše republike, naše resnične publike. Tedaj je po 50 letih končno stvari nas vseh. To je naša dediščina, ki jo moramo spoštovati, ohranjati in razvijati, da bodo prihodnji rodovni imeli kaj sprejeti iz naših rok. V svojem bistvu nam dediščina razodeva temeljno strukturo naših odnosov. Vedno smo dolžniki in naša dediščina predpostavlja dolg, ki ga ni mogoče poplačati. Sinovi nikoli ne morejo poplačati svojim očetom in materom življenja in vsega, kar so od njih prijeli. Tako tudi preteklim rodovom in svoji domovini nikoli ne moremo v celoti poplačati tega, kar prejemamo. Nekateri so za svobodo, za ohranjanje možnosti smiselnega življenja, za dedne časti dali največ, kar so imeli, svoje življenje. Sinovstvo nas najprej zavezuje k spoštovanju, k hvaležnosti. Zavezuje nas k spoznanju, da je skupno dobro ne le mogoče, ampak tudi potrebno udejanjati, čeprav včasih veličina naloge presega zgolj naše človeške moči. In zato se je potrebno z zaupanjem zatekati pod varstvo Božje previdnosti. Zavest sinovstva nas mora navdihovati s svetlimi vzori velikih, plemenitih in dobrih dejanj naših očetov. Sinovstvo nas zavezuje k očetovstvu, kot govornemu delovanju za dobrobit nas in prihodnjih rodov. Pred 25 leti je bila ubranjena plebiscitarna volja slovenskega naroda, da hočemo živeti v svoji neodvisni, demokratični državi, ki bo temeljila na spoštovanju enakega dostojanstva vsakega človeka. Ta plebiscitarna volja, ki kot neizčrpni, naravno pravni vir slovenske državnosti in ustavnosti zavezuje vse generacije, v samem temelju pomeni prelom in ne nadaljevanje pridobitev preteklega totalitarnega režima. V zavesti še vedno trajajoče totalitarne poškodovanosti in vse problematičnosti slovenskega prihoda v demokratično kulturo stojimo pred velikim vprašanjem. Stojimo pred vprašanjem, ki ga izgovarjamo z vso zaskrbljenostjo. Kaj je danes za slovensko državo z resničnim udejanjenjem ustavne demokracije in vladavine prava? In stojimo pred veliko nalogo res postaviti državo tako, da bo živela samo iz izvorno demokratičnega duha. Ko smo udejanjali plemenito težnjo po samovladi, smo si svojo odločitvijo obljubili prav to in nič drugega. Spomin na velike in spomin na tragične dogodke slovenske zgodovine nas danes, po 25-letnici stoječe pred tem pomnikom časti, kliče k srčnemu delovanju, dejavni skrbi za naš narod in našo državo. Slovenska država naj bo vedno in najprej v naših srcih.